Program bo torej, kot smo slišali, privlačen, poseben in popularen, kot obljubljajo. Seveda, ali bo zadostil vsa pričakovanja, bo pa seveda pokazal čas. Kot bi bilo včeraj, pa se občutkov, ki so jih prevevali tistega 15. decembra, tudi po 3 desetletjih spominja prva ekipa oddaje 24 ur. Se mi zdi, kot da smo bili ves čas na adrenalinu, ne? Nazadnje smo ustvarjali, rojevali nov projekt. In to v stavbi, ki temu sploh ni bila namenjena. Ampak je bil to zgrajen večnamenski športni prostor, konkretno tukaj, kjer midva sediva in je zadnjih 18 let osrednji studio oddaje 24 ur, je bil pa fitness. In se spomnim tistega 15. decembra, namesto da bi se ukvarjali vsebino, mi smo skakali po desku gor in dol z krpami, z vedri. Bili so odločni, pogumni, drzni. Takrat malo kdo ve, da je že obstajal en informativni program, komercialni, ne? Ampak ni prišel, ni bil konkurenčen, no, tako, ne? Mi smo šli pa na glavo v isto uro s prepričanjem, da nam bo uspelo z drugačnim načinom. Zgodbe je narekovala slika, glas so dobili običajni ljudje. Zadeve, ki so se neposredno dotikale naših življenj. Spomnim se šoka takrat med politiki, ko mi nismo prišli v državni zbor pokriti neko temo, ki se njim zdela zelo pomembna. Smo se odločili, da bomo delali kratke prispevke, udarne, velik tem, da bomo, skratka, da ne bomo dolgovezni, da ne bomo dolgočasni. In se spomnim, kako so ljudje dobesedno navijali, ko so videli našo škodo, ne, z napisom Pop TV, ne. Prav, bravo, to, samo tako naprej, ful ste dobri, ne. In takrat začutiš, da je res to prava pot, ne. Na tej poti pa se jim je z leti pridružilo še veliko danes prepoznavnih imen. Moji spomini na pop so seveda vezani na oba sovoditelja. Dober večer. Pozdravljeni. Dober večer in lep snežni pozdrav. Dober večer. Matjaž Tanko je človek, ki se ga res velikokrat spomnim. Velikokrat smo se hecali v desku, ne, da Googla sploh ne rabimo, ker je Matjaž vedel preprosto vse. V uredništvu ga močno pogrešamo že dobrih 12 let, a kot je povedal o prejemu nagrade Društva novinarjev za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva, se bomo še družili. Enem dobrem novinarskem taktu. In kakšno bomo zagotovo rekli tudi o lepotah, tudi o moči in tudi prekletstvu tega našega čudovitega poklica.